Učenci osnovne šole Žužemberk so predstavili navade in šege, nekdaj značilne za poroke na podeželju, od snubitve in odkupa neveste do šranganja in veselja po opravljenem obredu. Moram priznati, da smo našli odlično temo, poroke naših babic in dedkov, ki je ena res stara navada, ki danes mogoče oživlja. Na mizi so bile obvezne jedi, goveja juha z rezanci, pečena kura in tu pečena v domači peči. To je bilo vse, kar je bilo moglo biti pečeno, in potice in vse, kar je bilo pečeno v domači peči. Na šoli so pripravili tudi razstavo o porokah babic in dedkov, ki je nastala na podlagi pripovedovanj ter materialnega in fotografskega gradiva. A s tem projekta še ni konec. Vse te stvari bomo strnili v raziskovalni nalogi, ki bo imela isti naslov, poroka naših babic in dedkov. Vse to pa bomo predstavili junija na zaključni prireditvi. V novomeški mestni hiši pa so postavili na ogled restavrirano stolpno uro, ki je na Rotu že od leta 1877, za kar so dali pobudo zavedni novomeščani z glavnega trga. Zelo pomembno je, da se to obelodani, da se to ohrani, da je to zdaj praktično narejeno za čakanje na milijone obiskovalcev, lahko rečemo. Nasproti mestne hiše so odprli klopici iz dolenjskega kamna avtorjev Jožice in Rudija Škofa, Staneta Jakopina in Francija Kocjana. Komisija, ki je pri mestni občini Novo mesto ocenjevala projekte, je ta projekt prepoznala za koristnega. Tako je krajevna skupnost v sklopu 650-letnice mesta na pobudo Jožice Škof poskrbela za trajno obeležje z motivi iz situle. Na klopeh je uprizorjen en plašč iz situle, na eni so konjički z vojaki, na eni so samo konjički, na eni so ta klop, ki je postavljena v krajevno skupnost, so gor jelenčki. Kiparji so izklesali 3 klopi, 2 sta nasproti Rotovža, ena ob trgovini Tuš na Drski, še 2 pa bodo izdelali v prihodnje.